Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Belgije. In kot običajno si bomo tudi tokrat ogledali vse tisto, kar smo zanimivega videli na prvem in drugem prostem treningu. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti, v drugem bomo skušali razumeti pravo razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In tu je najprej treba poudariti nekaj pri tehničnih novostih ter zanimivostih. Proga Spa-Francorchamps je specifična. Zato mnoge ekipe so pripeljale novosti, ki bodo v uporabi več ali manj samo na Veliki nagradi Belgije. Videli bomo verjetno še v nadaljevanju, ali sem imel prav ali ne, ampak oglejmo si skupaj, kaj je novega pri ekipah in kot običajno oprli se bomo na uradne dokumente FIA. Pri tovarniški ekipi Mercedes lahko vidimo kar nekaj sprememb. Naprimer, malenkostne kot tista, da je na vrhu varnostnega loka halo izginil oni profil, kar pomeni, da pri Mercedesu si želijo zmanjšati, naprimer, zračni upor. Ampak imamo tudi spremembo, ki po mojem videnju ne spada med one, ki so vezane na progo. Namreč opazili smo lahko nov rob samega dna. Ampak, naprimer, pomožni profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja je ena izmed tistih sprememb, ki spada med one, ki smo jih nekako omejili na samo uporabo tu v Belgiji. Podobno bi lahko dejali na to, da na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju imajo na spodnjem delu samo en tisti profil, ki je tako značilen. In treba je omeniti, da pri tovarniški ekipi Mercedes so malce spremenili tudi difuzor. Nič večjega, nič revolucionarnega, ampak novi del, ki seveda vpliva na samo uravnoteženost bolida. Pri skuderiji Ferrari dokaj zanimiva situacija. Preden si ogledamo same spremembe, je treba opomniti, da pri skuderiji so bili izjemno zadovoljni s tistim dnom, ki so ga rabili na Veliki nagradi Madžarske. Zato tu v Belgiji bomo lahko videli aerodinamično podobo, ki je debitirala v Španiji in ne one starejše iz Imole, čeprav imajo na razpolago obe verziji dna. Ampak tu lahko vidimo po dokumentih, da so spremenili naprimer pomožne profile prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, ker bi lahko dejali, da ni tako zanimivo kot sprememba zadaj. Namreč na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju lahko vidimo, da so pravzaprav posnemali tisto, kar smo videli pri McLarenu MCL38 na Veliki nagradi Velike Britanije v Silverstonu. Seveda prejšnja izvedba pri Ferrariju je bila drugačna. Tisti zgornji pomožni profil ni bil prelomljen, tako kot vidimo sedaj. In seveda v Formuli 1 ni nič čudnega, če ena ekipa dobi navdih pri drugi. A kot bomo videli v nadaljevanju, tu pri Ferrariju nekako gledajo na starejšo rešitev. Pri McLarenu seveda so pokazali nov zadnji aerodinamični stabilizator.
ki je drugačen od onega, ki so ga predstavili na veliki nagradi Velike Britanije. Torej, pri McLarenu so lahko pol koraka ali cel korak pred Ferrarijem, kar se tiče tega elementa. Tudi pri ekipi Alpine nekaj novosti in tudi zanimivosti. Ne samo barvna shema, ki reklamira film, v katerem nastopa manjšinski lastnik Ryan Reynolds. Imamo seveda tiste običajne spremembe na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju in še bi lahko našteval, ampak tu je potrebno vašo pozornost usmeriti k okrogu pogonskega sklopa, ki je absolutno narejen drugače in seveda spada med one spremembe, ki niso vezane na veliko nagrado Belgije. Tudi tu ne smemo mimo novice, ki je prišla na dan v zadnjih urah. Bruno Famen naj bi odstopil in njegova zamenjava bo Oliver Oakes. Seveda, menedžer, ki je znan iz ekipe Hightech, je bila povezana z družino Mazepin v Formuli 2 in Formuli 3. Videli bomo, seveda, kako se bo obnesla ta menjava, ampak pri ekipi Alpine v zadnjem obdobju lahko slišimo kar nekaj zaskrbljujočih novic. Pri ekipi Racing Bulls, naprimer za razliko od Mercedesa, imamo nov dvojni spodnji element na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju. Seveda to kaže, da lahko različne ekipe različno interpretirajo seveda potrebe in rešitve na določeni progi. In ne smemo mimo naprimer ekipe Sauber, kjer naprimer zopet lahko vidimo na novo spremenjeni vhodni del Venturijevih cevi na samem dnu. Seveda, poleg tega tudi prednji in zadnji stabilizator imata drugačno konfiguracijo, ampak to ste verjetno že ugotovili tudi sami. Pri ekipi Haas, seveda, zadnji aerodinamični stabilizator, ki nekako sledi tistemu, kar smo videli pri drugih ekipah. Čeprav je tu treba dodati še nekaj. Esteban Ocon je z njimi podpisal večletno pogodbo. Torej v sezoni 2025 dvojec Ocon-Berman. In to je bilo 7 ekip, ki so pripravile nekaj novega za veliko nagrado Belgije. A ne smemo mimo Red Bulla, kjer bomo videli na obeh bolidih starejšo rešitev, kar se tiče pokrova pogonskega sklopa. Zopet tam z tako imenovano bazuko, ki smo jo videli naprimer na bolidu Pereza na prejšnji veliki nagradi. Ampak tudi določeni elementi, ki smo jo videli na predhodni dirki, so prisotni tudi tu. Naprimer nosni konus, ki je drugačen od onega, ki so ga uporabljali naprimer pred veliko nagrado Madžarske. A ne smemo mimo tiste glavne novosti, ki bo zanimala marsikoga. Namreč mnogo govora je bilo o tem, da bodo ekipe testirale metodo preizkušanja nekako upogibanja prednjih aerodinamičnih stabilizatorjev. Podobno kot na zadnjih, vidimo tudi tu kontrolne točke in kamere, s katerimi bodo spremljali, ali se med samo vožnjo upogibajo ali ne. Kratka razlaga za tiste, ki niste tako vešči tehničnega pravilnika. Aerodinamične površine na bolidu Formule 1 se ne smejo premikati, razen sistema DRS. Ampak pri FIA so dolga leta to preverjali le z statičnim preizkusom. Pred leti so seveda tu vzpostavili standard na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, ki se je z nosilcem lahko upogibal nazaj. Sedaj bodo to spravili tudi na prednji del bolida.
In zakaj je to tako pomembno? Seveda, če se kot samega profila zmanjša na ravnini, ko je sila, ki deluje na aerodinamični element večja, se zniža zračni upor in tako poviša končna hitrost. Ampak videli bomo, kaj se bo iz tega nekako izrodilo. Zanimivo bo, na primer, ugotoviti, ali sploh kdo tu nekako upogiba pravila ali ne. Preden gremo še na prvi in predvsem drugi prosti trening, še dve zanimivi novici. Yuki Tsunoda bo začel iz dna. Namreč vgradili so mu popolnoma nov pogonski sklop, kar bi pomenilo toliko kazenskih mest, da bo v vsakem primeru začel tam zadaj. Ampak seveda sedaj imamo tudi potrditev, da bo Max Verstappen začel 10 mest za tistim, kar bo dosegel na kvalifikacijah. Vgradil je nov motor z notranjim izgorevanjem. In preden začnejo polemike, bi tu rad poudaril nekaj. Lani in predlani je Max Verstappen na veliki nagradi Belgije prav tako začel z kazenskimi mesti. Obe dirki je zmagal. Letos njegova prednost ni več takšna, ampak imejmo tudi to nekako v podzavesti. V Belgiji je prehitevanje bistveno bolj enostavno kot naprimer na tisti progi, ki smo jo spremljali teden dni nazaj na Hungaroringu. A lahko bi dejali, da Max kaže svojo hitrost že od samega začetka. Na prvem prostem treningu je bil hitrejši od vseh, ampak kot običajno mi navdušenci moramo biti izjemno previdni. Moramo si seveda tudi priznati, da ko vidimo Albona na 3. mestu, to pomeni, da je s svojim Williamsem šel na polno. Ampak vsi ostali pred in nekaj mest za njim, po mojem skromnem mnenju, niso šli. Imeli so na primer več goriva v rezervoarjih in skratka na prvem prostem treningu niso pokazali vsega. Zato je bistveno bolj pomembno pogledati simulacijo kvalifikacij drugega prostega treninga, ki nam je pokazala situacijo, katero smo lahko nekako pričakovali. Tam spredaj oba McLarena in seveda Max Verstappen. A Max Verstappen bo dirko začel 10 mest za tistim, kar bo njegova pozicija na samih kvalifikacijah. Torej, lahko bi dejali, da pri McLarenu nadaljujejo s trendom, da so oni tisti najhitrejši v tem trenutku na samem štartnem razporedu. Lahko bi dejali, da pri skuderiji Ferrari so nekako na tistem 3. mestu. A moramo biti iskreni, njihov zaostanek za McLarenom je precejšnji. In tu ne smemo nekako kar tako odpisati Mercedesa, ki je tam zdraven, ampak ne en, ne drugi, po mojem skromnem videnju, nima teoretičnih možnosti ogroziti ne Landa Norrisa in ne Oskarja Piastrija. Na to je treba dodati, da seveda pričakujemo tudi dobre kvalifikacije Serhija Pereza. Mnogokrat je bil pod kritiko in seveda sedaj ima pravo priložnost, da se dokaže. In ne bi izključil a priori tudi, naprimer, Aston Martinov, ki se znajo uvrstiti v 3. del kvalifikacij in tako predstavljati neke vrste oviro Maxu Verstappenu v prvem delu dirke. Sicer obstaja tudi možnost, da bi se kakšen Haas priključil prvi med 10 ali pa mogoče Alpin, čeprav sam tega ne verjamem. Vsekakor zavedati se moramo nekega dejstva. Tudi v Belgiji bosta McLarena tam spredaj. Vsaj tako kažejo podatki, kar lahko kaže tudi na scenarij, katerega smo videli
na veliki nagradi Madžarske, a o tem bolj podrobno v zadnjem briefingu. Za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.